Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Kar nekaj tem se je pravzaprav nabralo v tem tednu. Javnost že praktično več kot teden dni zaposluje korespondenca nekdanjega predsednika uprave NKBM Matjaža Kovačiča z nekdanjim predsednikom vlade Janezom Janšo in vodjo opozicije. Okrožno sodišče v Mariboru je včeraj sicer potrdilo odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave. V tej vmesni odločbi potrjuje, da je odškodninski predlog utemeljen. Vendarle, preden pa začnemo z to temo, ki zaposluje, pa predlagam, da nekaj rečemo tudi o tako imenovanem zajtrku pri predsedniku vlade Miru Cerarju včeraj dopoldne. Z nami so več kot kompetentni gostje, gospod Bojan Požar, potem nekdanji predsednik SD-ja Igor Lukšič in pa Dejan Steinbuch. Zdaj mogoče, če smo že pri korespondenciji in komunikacijo s predsednikom vlade, bistvo, ki je pač ta teden aktualna, je vendarle tudi zanimiv ta dogodek, da je včeraj predsednik vlade povabil vse urednike in novinarje, vse urednike velikih medijev na delovni zajtrk. Bojan, ti si pravzaprav pisal o tem, tudi o nekaj vsebini tega pogovora. Kaj je pravzaprav bila vsebina tega pogovora? Ja, zdaj, jaz sem pač nekaj napisal o vsebini tega pogovora, predvsem zato, ker nisem bil tam. Nisem sprejel dobene zaveze, da o tem ne smem pisati. Če bi bil tam, pač o tem ne bi mogel pisati. Skratka, ampak jaz sem to pač napisal po pripovedovanju z nekaterimi uredniki, ki so bili tam, in pač sem zapisal to, kar so mi pač nekateri to povedali. Ampak zdaj, to vrstne zajtrke, to vrstna delovna srečanja pač nekatere države prakticirajo, nekateri pa ne. Zdaj, očitno je ta vlada na novo spoznala, ker zanimivo je bilo to, da je v torek je imel podoben briefing minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Ja, on je imel že večkrat, v bistvu sicer ni bil prvič. Zapoved je bilo, takoj naslednji dan pa predsednik vlade Miro Cerar. Ampak kar je mene pač presenetilo to, ampak govorim pač iz druge roke, da je Cerar na tem zaprtem srečanju z izbranimi uredniki, nekateri so sicer dobili vabilo, pa so prihod odklonili, je imel bistveno bolj zaostrena stališča proti privatizaciji, kot jih sicer govori v javnosti. Tam je recimo uporabil termin, da bo ta vlada naredila vse, da se bo prenehalo plenjenje slovenskega bogatstva, zdaj citiram, pač moj vir, plenjenje slovenskega bogatstva s strani tujih finančnih korporacij. To je precej težek termin, to je po mojem zelo blizu temu, čemu je bivši minister za obrambo Janko Veber govoril veleizdaja. To me je presenetilo, pa presenetilo tudi nekatere, ki so bili tam. In pa zanimivo je to, da je Cerar rekel, da ga zelo skrbi, da je zoper Zorana Jankovića vloženih že 10 kazenskih ovadb, pa ni še praktično ničesar na sodišču. In zoper Kanglerja v bistvu 20. 12. Lahko pa da je že 20, od tega mi ni 24 ur. Tako da ta dva podatka sta se mi zdela zanimiva. In pa še tretja stvar, spomnimo se podobnega briefinga pri Borutu Pahorju, ko je bil predsednik vlade. Takrat je Pahorja nekdo posnel, naskrivaj, tajno, in je potem posnetke objavil eden od novinarjev, oziroma urednikov, ki so bili tam, in je potem posnetke objavil na internetu. Tako da sem postavil v bistvu vprašanje, ali tudi zdaj kdo posnel Mira Cerarja in se bodo tudi ti posnetki morda pojavili na internetu, ne vem. Zdaj, gospod Lukšič, kakšne izkušnje imate vi z temi delovnimi zajtrki z novinarji, oziroma če kar za iztočnico vzamemo to, kar je Bojan rekel, takrat, jaz sem bil na tem briefingu v Mariboru, v bistvu, ki ga je imel Borut Pahor, takrat zelo znameniti briefing, predvsem tudi o tujih investicijah v Sloveniji in še marsičem drugem je govoril. Ta briefing posnetek tega briefinga je prišel v javnost in to je zelo, v bistvu, bi rekel, omajalo takrat ogled predsednika vlade. Zdaj, zakaj se mislite, da je vlada v neki situaciji, ko nima dovolj podpore javnosti in misli, da bi mogoče z neko mobilizacijo medijev lahko dosegla
boljšo sliko v javnosti, ali je situacija tako dramatična v državi na pol, v bistvu, bi rekel, v nekem izrednem stanju, da je pač enostavno potrebna ta komunikacija z vodilnimi možmi in seveda urednicami medijev. Urednicami. Več dimenzije ima ta zadeva. Jaz sem bil v svoje čase tudi novinar Tribune in sem bil na srečanju takratne predsednice vlade SFRJ, Milke Planinc, smetano slovenskega novinarstva na Gorjupovih dnevih v Radencih. In to je bilo tam 200 ljudi. Predsednica vlade je prišla z obiska iz Indije in je govorila seveda o položaju neuvrščenosti Jugoslavije, gor in dol, o financah, zelo odkrito. Jaz sem bil presenečen, ker sem bil prvič na takem sestanku. Je povedala stvari, ki jih nisi mogel nikjer prebrati. In potem se je sestanek konča, ona gre ven, potem je pa ta presmojster, kaj je bil formalni predstavnik za stike z javnostjo, oziroma takrat se je drugače imenoval, in je rekel ovako drugovi, o tome možete pisati. To so naši zvanični, to so naša uradna stališča jugoslovanska, ampak o tem, kar je ona govorila, recimo njeni vtisi o Radživu Gandiju, o tem, kar je to je pa samo za vašo osebno informacijo. In ljudje so se tega držali. Oni so to imeli za osebno informacijo. Torej, novinarji niso šli z vsako informacijo takoj ven. To je bil način komuniciranja ne samo v Jugoslaviji, ampak je bil način komuniciranja tudi, kot vem, v ostalem delu sveta. Vsake toliko časa seveda se je pa zgodilo, da je kdo ali namerno, se pravi, da je bilo dogovorjeno, da bo samo eden od njih poročal, včasih je nekdo iz kakšnega medija šel, pa verjetno ne osrednjega, sam in tako naprej. Zdaj, v naših časih je tako, da je tekma za prvo objavo tako zelo močna, da enostavno tega vmesnega prostora ni. To sem tudi jaz sam sprobal kot minister in kot predsednik stranke, ko sem tudi imel tovrstne zajtrke oziroma rogljičke, karkoli že. Ampak se je zmeraj pokazalo, da novinar nima časa, da bi poslušal informacijo, ki mu bo prišla prav potem, ko bo, se pravi, za ta širino zadeve, da bo on vedel točno, kaj so tvoja osebna stališča, kaj so pa stališča recimo ministrstva ali stranke in kako se ti postavljaš do neke stvari, kako boš stvar pelal. In to je fajn, recimo, da novinar ve, upošteva v komentarjih. Kaj bo iz tega naredil, je seveda njegova stvar. Ampak korektno bi bilo, seveda v skladu s staro šolo, da o tem neposredno ne piše in tega neposredno ne citira. Da pa upošteva to zase. Zakaj? Zaradi tega, ker drugič ne bo več dobil take informacije. Ampak zdaj, mi smo ta prostor enostavno zgubili, to ni možno. In zdaj, seveda, tisti, ki to uporabljajo še, to uporabljajo zdaj, tako kot ste vi po moje pravilno ugotovil, zato, da bojo povedali nekaj na drugačen način, kar bo prišlo slej ko prej ven. Se pravi, nobeden ni računal, da iz tega sestanka zadeva ne bo prišla ven, ker sicer bi Bojana Požarja tudi povabili. Se pravi, potem povabiš res vse, da zapreš prostor. Torej, ni bil namen, da se to za prostor zapre, ampak da se da točno politična sporočila na drugačen način. In to je na tak način, da ne bojo, se pravi, tiskovna konferenca predsednika vlade je uradno stališče vlade in uradno stališče stranke. V tem primeru bi pa rad predsednik vlade pokazal, da njegova stranka ima in on osebno ima drugačno stališče, kot ga zastopa vlada pred Brusljem oziroma pred temi, ki imajo glede Slovenije tudi svoje visoke apetite. In to se mi zdi, da je vezano predvsem na boj, ker so zadnje ankete pokazale, se pravi, da tistim strankam, ki se izrazito ali pa bolj eksplicitno zauzemajo proti privatizaciji. Raste rating. Raste rating. To je bilo tudi prej, se spomnim, ko sem sem svoj procent nabil ravno na tej točki, nasprotovanju privatizaciji. In
zdajle, ko padajo podjetja, ne, in ko je če zdaj bolj jasno tudi širši javnosti, da ni nobene osnove, ne, glejte, gospodarska rast gre gor, rejtingi, ki jih imamo na mednarodnem trgu pri teh posredniških hišah oziroma posredniških ocenjevalnih hišah so zadosti visoki, torej ni nekega neposrednega pritiska na to, da bi mi šli v kakšno hitro privatizacijo. Tako da to gotovo se poskuša zdaj predsednik stranke SMC pozicionirati bolj proti privatizaciji in pokazati, da nista samo dve stranki proti, ampak da tudi on misli tukaj narediti. Zdaj, če drži to, kar je Bojan, kar si je zapisal, je eden od urednikov, ne, Miran Lesjak, pa ravno vprašal predsednika vlade, kdaj bo nehal zagovarjati ta proameriška stališča oziroma voditi to proameriško politiko. Ne. Mislim, Dejan, kaj praviš pa na to v bistvu, ne. In biti marioneta Američanov v bistvu, ne. V tem kontekstu se je razumelo to vprašanje. Torej, od urednika Dnevnika človek pričakuje takšna stališča, ne? Kot recimo pred leti, se spomnim, sem bil na enem takem, rekel se mu je delovno kosilo pri nekdanjem ameriškem veleposlaniku Robertsonu v Ljubljani, kjer je bil pa recimo, mene je dal on na svojo levo stran, na desni strani sedela urednica Pop TV-ja. Skratka, s tem je tudi nekako simbolično pokazal, kje vidi koga. No, urednik Dela, takrat je bil Darjan Košir, je pa sedel na nasprotni strani. In zdaj ne bom točno se spomnil, kdo je kaj rekel, ampak stališča, ki jih je takrat zagovarjal recimo kot urednik Dela, ne, so bila izrazito proruska. In potem smo se kasneje v bistvu malo hecali na ta račun, ne. V bistvu hladna vojna se nadaljuje tudi v tem medijskem prostoru, čeprav bi seveda tukaj smo omejeni slovenskimi temami, ampak tukaj gre pravzaprav za dokaj razdeljena vnaprejšnja stališča. In mene to nič ne preseneča. V bistvu bi bilo bolj korektno, da bi bili slovenski mediji tudi očitno in javno opredeljeni. Pa recimo bi rekel, v redu, jasno je, da Reporter, ki velja za recimo desen medij, je bil povabljen, pa je zelo napadal v bistvu. Sej, pač glede na njihovo protivladno opozicijsko držo je logično, da ne bodo hodili na narekovajih na drugo stran, ne. To ni nič narobe. Problem se mi zdijo bolj tisti mediji, ki seveda niso toliko transparentni in na nek način manipulirajo potem z javnim mnenjem, ne. Zdaj, kar se pa tiče takšnih in drugačnih srečanj z novinarji, s tem ni načeloma nič narobe. Zdaj, vprašanje pa je seveda, koga povabite. Tukaj pa spet problem, da mi nimamo ustrezne tradicije. V Beli hiši imajo status tako imenovanih senior correspondents, se pravi višjih dopisnikov, ki jih predsednik ali pa neki visoki funkcionarji vsake toliko časa brifirajo o določenih dogodkih in potem postavijo pravila, ali to ostane znotraj sobe ali pa lahko o tem govorijo. Zdaj, ko smo že pri, mislim, proameriških pa če proruskih stališčih, ne, včeraj je bilo zanimivo na odboru za obrambo, ko je pač na hearingu Andreja Katič, ne, kjer je bilo tudi to vprašanje postavljeno, ne, v bistvu, oziroma odnos do Rusije, oziroma češ, da je Weber zagovarjal preveč, da je dal preveč stikov z ruskimi oboroženimi silami in te zadeve. To je bilo včeraj tudi zanimivo, sem se spomnil na tem hearingu postavljeno. Zdaj, mogoče verjetno malo bolj poznate ozadje te zamenjave in pa seveda imenovanje Katičeve na obrambno ministrstvo. Ne. Kaj pravite na to, v bistvu, na to spremembo znotraj stranke? Ne bom komentiral, ker vendarle sem bivši predsednik, samo lahko to rečem, da nisem s tem imel nič. Ampak če rečem tako, ne, da bi nič nam rekel. Ampak to, kar je vezano na te debate, ne, Rusija, ZDA, se mi zdi, da je dobro, da državni zbor ali pa odbor o tem razpravlja. To se mi zdi, da je tudi ena zrelost postopno državnega zbora in Slovenije, torej političnega prostora, da ima odprto razpravo o strateškem pozicioniranju Slovenije. Da ni to stvar samo naključnih, to, kar je kolega Steinbuch rekel,
da je to samo stvar razdelanih stališč ambasadorjev drugih držav, zlasti velesil, ampak da se tudi mi znamo opredeljevati in znamo najti zase, se pravi Slovenija, znotraj tega prostora, neka prava zavezništva in da imamo znotraj tega odprto debato. Recimo, ne zdaj vprašanje obiska predsednika ali pa v Moskvi, na paradi. To gotovo, če bi imel državni zbor, ne, ali pa recimo politična elita, glede tega vprašanja, jasna stališča, ne, kaj je Moskva, kaj je Putin, kaj je Rusija v odnosu do naše pozicije v NATO, v Evropski uniji, pa tudi v odnosu, če hočete, do Kitajske, če nam sploh še tako daleč nese. Ampak mi se moramo, čeprav smo ta mehna država in imamo vtis včasih, da nič ne pomenimo, mi zase in za lastne interese moramo vedeti, kdo in kdaj so naši zavezniki in kdaj je mogoče kaj prostora, da za naše gospodarstvo, za Slovenijo, ta politika kaj naredi. Zanimivo je, da Ban Ki-moon recimo gre v Moskvo, ne, in je v bistvu kljub kritikam, ne, mi pa si recimo... Ja, pa Ban Ki-moonu je tako leta, da njega verjetno nobena več funkcija v OZN ali v mednarodni politiki ne zanima. Kakšnega, ki ne gre, pa ga še zanima, ne? Oziroma status Rusije verjetno je pomemben v OZN. Ja, seveda, ker on je predsednik oziroma generalni sekretar OZN, ne? To je ravno tako, veš, če se vidi ti predsednik vlade Slovenije, ne može biti samo na strani ene stranke. On tudi ne more biti. Rusija je le neka, kot bi rekel, velika država. Zanimivo je to vprašanje, ne? Če nadaljujemo, včeraj je bilo tudi v bistvu izrecno strani Katičeve rečeno, da bo zamenjala šefa obveščevalne službe, ne? Ni pa v bistvu seveda potrdila, da bo namestnik šefa obveščevalne sedanjega Rednaka, da bo on postal šef obveščevalne službe. Mogoče še to v tem kontekstu debat, ki smo jih začeli. Ne, Rednak je šef obveščevalne službe, ne? Ja, sam naj bi sprejela njegov odstop, mislim, na bistvo. Meni rekli, da namestnika njegovega ne bo naredila za šefa. Ja, to nisem dobro razumel. Ja, to verjetno je povedala predvsem zaradi tega, ker je pač namestnik, mislim, da je viden član Socialnih demokratov, ne, pa je po mojem zaradi tega hotela nekako naprej malo amortizirati, ne, vprašanje te strankarske kadrovske politike znotraj Ministrstva za obrambo, ne, ampak jaz mislim, da je mene itak, bom rekel, mi je malo čuden, ne, glede na odstop ministra Webera, ne, da je gospod Rednak še vedno na mestu obveščevalne službe in da zdaj, jaz sicer ne vem, ali on zdaj ponudil odstop, ne, že, ali bo odstop ponudil šele, ko bo imenovana, no, se to točno ne vem, ampak zdi se mi, da bi bilo, ne, glede na očitke, ki jih je recimo predsednik vlade, ne, recimo izrekel zoper gospoda Webera, ne, bi bilo po mojem korektno, da bi že takrat, ne, Rednak odstop ponudil Weberu, ne, mogoče bi to celo Weber lahko rešilo, ne vem, ne, če bi recimo, vsej, recimo, če bi Weber, če bi tale Rednak odstop ponudil po temi argumenti, ki jih je včeraj kandidatka za ministrico povedala, potem bi mogoče to celo recimo lahko na nek način rešilo Weber kot ministra, pa če bi Weber sam recimo potegnil to potezo. Ampak, zmajem, to zdaj, kako bi rekel, ta ni napoved, ne, mislim, so mediji nekaj zelo napihnili, ne, kot neko neverjetno pomembno novico, ampak to je po mojem povsem logična stvar, ne. To sem potegnil ven, v bistvu, ko smo začeli prej zaradi privatizacije, ne, ki si jo ti omenjal, ne, v bistvu, ne. Mogoče je tle še ena zadeva, ki je pomembna in ni prišla toliko do izraza v tej celotni zgodbi, ne. Ena stvar je pač Weber, predsednik vlade, privatizacija Telekoma, obveščevalna služba. Druga je pa nekaj, kar je seveda očitno, ne, da si SDS, pa mogoče tudi v enem delu Nova Slovenija, lastita nekatere funkcije in vpliv v obrambno ministrstvo. In ko je Weber zamenjal šefa generalštaba, potem šefa obveščevalne službe, ki sta bila postavljena v času Janševe vlade, se pravi, gotovo nista bila iz recimo levo-sredinske opcije, da je to potem napovedovalo nekatere širše kadrovske spremembe znotraj Ministrstva za obrambo, ker ni... To je tistega netura, ki je Aleš Hojs postavil še. Ja, ker ni dobro, ne, mislim, ni dobro stališča moči, ki jo ima SDS tam noter. Zato sem jaz takrat upozoril, da je pravzaprav dokler se ni SDS vključil v zgodbo, to, kar je Tonin počenjal, je bilo brez odmeva in do takrat tudi predsednik vlade ni reagiral.
Torej, v vsakem primeru bo treba razmerje moči, govorim zelo politično, ne, uskladiti v skladu z realno močjo, ki imajo ljudje na tem ministrstvu. Torej, napoved, ki jo je dala kandidatka za ministrico, gre v to smer. Ne. Ministrica Ljubica Jelušič, ne, v tisti vladi, v kateri sem tudi jaz bil, je pustila človeka, ki je vodil potem, ne, in tudi prej, ki ga je Janševa vlada nastavila za šefa, se pravi v letu 2008-2011 za šefa obveščevalne službe. Se pravi tega, ki ga je Janševa vlada na prvi seji vlade postavila potem za šefa Sove. Ne. Se pravi, je res bil Janšev zaupnik in tako naprej. In s tem je seveda ni imela nobenega problema z opozicijo. Ne. Torej, to so ta razmerja, ki tle sploh niso prišla do izraza v tej debati, ampak so pa pomembna. Ne. Zdaj pa kot minister moraš upoštevati ta razmerja, ali jih pa ne upoštevaš, ne. Misliš, da si boki batina in greš v neko negotovo situacijo, ki je, po moje, to je ključno, kar je Weber odneslo, ne privatizacija Telekoma, pa te zadeve. Do teh rušat gotovo ne bi prihajalo, ne, če bi bila državna uprava v tem smislu malo bolj profesionalizirana, da bi se točno vedeli, do kam lahko minister poseže, ne, če računamo recimo teoretično, da se vsake 4 leta zamenja minister, da se nekje postavi, no, če sem zelo optimističen. Idealno tipsko, da se ministri menjajo da se postavi meja, ne, do katere lahko seže preko njega jasno vpliv politike, potem pa nič več, ne, ker ne vem, zdaj, če se bomo pogovarjali, katera stranka nadzira, katero obveščevalno službo, potem mislim, da se nam ne piše nič dobrega, ne, ker bodo začele stranke v bistvu uporabljati ves ta, kakorkoli še delujoč potencial, zato da bodo ena proti drugi rovarili. In to se verjetno že tudi dogaja. Ampak zdaj, če se vrnemo na ta briefing, ne, očitno se Cerarju je zdelo zelo pomembno, ne, to, da pač, da, kot si ti napisal, da ustavi to plenjenje državnega premoženja, v bistvu slovenskega, ne, to je, bi rekel, to pomeni, da bo privatizacija ustavljena po tvoji oceni, ali glede Telekoma, recimo, kaj to po tvoji oceni pomeni, ali bo Telekom vseeno prodan, ker tu so različne informacije, nekje, mislim, da je Cerarjevo stališče, da se Telekom na vsak način proda. Ja, jaz smo zdaj najprej, moram reči, da sem presenečen nad oceno, ne, pa je, da sem bil jaz tisti, ki sem bil zmanipuliran, ne. V bistvu najbolj provladni novinarji, ki so zdaj na nek specifičen način spravil Cerarjeva radikalna stališča proti privatizaciji, ne. Skratka, sem bil sestavni del tega načrta, ne. Ampak to hočem reči, da po mojem je blazno težko predvideti, zdaj bo Telekom prodan ali ne. Namreč, jaz treba pogledati, da to Cerarjevo stališče o tem, da treba preprečiti plenjenje, ne, v slovenskih podjetij je zelo relativno, ne, ker če pogledamo recimo, ne vem, za kandidatov za nakup Telekoma, v principu je samo eden, ne, formalno je samo eden, ne, tako da nekakšnega strahovitega interesa, ne, za to tako eno plenjenje recimo ni, ne, tudi za nakup nove kreditne banke v Mariboru je praktično samo en kandidat na koncu ostal, ne. Ampak zdaj, se pravim, danes več, ne, ali bo Telekom prodan, ne vem, v roku nekaj tednov, ne, ker mi da ti postopki prodaji tečejo kako normalno naprej, ali ne bo prodan, jaz mislim, da je praktično nemogoče napovedati, ne, s tem, da pač po moji oceni gleda na neko obstoječo konstelacijo je, da se ta prodaja ne bo tako hitro izvršila. Oziroma, bistveno lažje, kako bi rekel, nekaj mesecev nazaj, ne, je bilo dogajanje v korist prodaje Telekoma, ne, recimo, ne, procentualno bistveno više, kot je recimo zdaj, ne. Zdaj se mi zdi, da so neke take okoliščine nastale, da je neka ocena, da praktično ta hip recimo tej vladi ne ustreza, ne, v političnem smislu, da Telekom proda, ne, ker očitno je Telekom zdaj kot nek tisti simbol, ne, privatizacije, oziroma ne privatizacije, če pa je po drugi strani zelo veliko število podjetij bilo na nek način prodanih, ne. Je pa zanimivo še nekaj, ne, zdaj, recimo, ne, zdaj, pred kratkim se je veliko poročalo o nakupu Heinekena, ne, oziroma prodaje Pivovarne Laško, pa nakupu Heinekena, ne, zdaj tam situacija je še vedno taka, ne, da Heineken še ni dobil, ne, vseh potrebnih soglasij, ne, za prevzem Pivovarne Laško, zaradi tega tudi ni bilo dobene finančne transakcije, še ne, dobene kupnine in tako dalje, ne, tako da
tudi tukaj je zdaj, bom rekel, nek umestni prostor, ne, če pa ne verjamem, da se bo karkoli zgodilo. Tu je zanimivo, v bistvu ta zadeva je zanimiva predvsem zaradi prodaje dela, v bistvu, ne, mislim, ne, ki se bo zgodila v mestnem času. Ja, dobro, zdaj, po drugi strani je pa zanimivo pa recimo zelo velik medijski odziv, ne, potem, ko je ameriška banka, ne, oziroma Merrill Lynch, ne, kupila terjatve do imperija Hermana Rigelnika, do ACH-ja, ne. Veliko se je o tem pisali, ne, kako je treba to privatizirati, prodati, urediti tajkun in tako dalje, ne. Potem, ko pa je to končno nekdo kupil, ne, je pa bil strahovit, ne, tako, kako bi rekel, medijski, ne, odziv Mimogrede, kontra, ne. ko smo že pri medijih, zdaj v bistvu, kakšne so informacije glede dela, v bistvu, kdo bo pravzaprav, v katerih rokah bo pristalo delo, ali v rokah gospoda Laha, ali je večja možnost, da bo prišlo do tega notranjega odkupa skupaj z banko, ki sodeluje v tem, mislim, Delavska hranilnica. Ja. Ne vem, mislim, to zdaj, po mojih informacijah ne bi se jutri v petek ne iztekel rok za oddajo teh tako zavezujočih ponudb, ne, in zdaj tukaj se bo potem, pravzaprav se bodo videli, ne, kdo so ti najbolj resni kupci, ne. Glede na to, kdo so bili že tam že na pogovorih, pa kdo je delal skrbni pregled, mislim, da bo zanesljivo Igor Lah dal, ne, ponudbo, isto bo dala tudi Delavska hranilnica. Vprašanje bo verjetno tudi, cena bo verjetno pomembna za Laščane oziroma za Heineken. Mislim. Zdaj, koliko slišim, ne, ampak se pravim, to je vse naravnih govoric, ne, naj bi Heineken dal proste roke Laškemu oziroma predsedniku uprave Dušanu Zorku, ne, ampak z nekim navodilom, da je treba pač delo prodati, ne, preden fizično stopijo pač, ja, predstavniki Heinekena, ne. Zdaj se mi pa zdi, da so na nek način, zdaj, ali je to del neke taktične igre, ne, zdaj Dušana Zorka, da malo odlaga prodajo, se mi zdi, da so Laščanom porasli apetiti, ne, po višji kupnini, ne, in zdaj se naenkrat začel govoriti ne o 5 milijonih, pa tam nekje o 8 milijonih, celo 10 milijonih in tako da je, po mojem, je zelo nekako to bi bilo 10%. Ampak glede na to, ne, da se govori o nekoliko višji kupnini, ne, in da se naenkrat začel zdaj govoriti o tem, kako je delo pa vendarle veliko bolj vredno, kot se je govorilo prej, se mi zdi, da če bo prišlo do prodaje Delavski hranilnici, ki je zdaj ponudila, pač, koliko je znano javnosti, daleč najnižjo ceno, pomeni, da bo to na nek način napol politična prodaja, ampak jaz sicer dvomim, ne, mislim, da se Zorko, ne, glede na njegove želje, ne, da ostane na čelu imperija pod Heinekenom, da se po mojem tako podnarekovaj ne bo upal prodati, ne, dela pod ceno, ne, ker bi s tem finančno tudi škodoval Heineken. Ne. Tukaj je ključno vprašanje realne cene, če upoštevamo, da pred 10 letjem bilo delo prodano oziroma kupljeno za 100 milijonov. 95. Skoraj, ja, tako. Je zdaj vprašanje, kakšna je realna cena danes. Kolikor so mi poskušali razložiti, brez kakršnih koli sentimentov, realna cena dela je takšna, kakšna je cena nepremičnin, ki so v lasti dela. Ne. Blagovna znamka sama po sebi žal ni vredna nič. Tako da tisti, ki bo ocenil, koliko lahko iztrži z nepremičnin, ne, tukaj gre za kar veliko parcelo v tako rekoč v središču središču Ljubljane, ne, koliko je ta zemlja vredna, koliko se da iz tega iztržiti, ne, to je dejansko realna cena. Vse ostalo so neke iluzorne predstave, ki jih imajo zlasti novinarji tistih medijev, ki se niso nikoli soočali z recesijo, z nekimi socialnimi stiskami in tako naprej. Ne? In še vedno živijo v svetu, ki je daleč od realnosti. Mislim, če smo začeli pač z tem, kontekst je zanimiv, ne, v bistvu ne, zelo pomembne stvari medijske so se zgodile oziroma se bodo zgodile, delo vendarle, pa tudi Dnevnik, ne, v bistvu je v tem kontekstu zanimiv, ne, v bistvu, ne, ker se mi zdi, da ima zelo velik vpliv, ne, na poročanje o teh najnovejših aferah. Gotovo, saj tukaj je ključno vprašanje, kdo v narekovajih, da ne bo kakšne tožbe, kdo financira te operacije. Zdaj si možete predstaviti, da če govorimo o privatizaciji Telekoma, to pomeni tudi nekaj 10 milijonov evrov letnega denarja za oglaševanje, ki se po takšnih in drugačnih kanalih vrne na trg, ne, in služi točno določenemu namenu. Obrambi, zaščiti interesov tistih, seveda, ki imajo tukaj zelo jasne cilje. In eden od teh je, da ohranijo to hobotnico,
ki se že 15-20 let napaja iz državnih podjetij. In njihov interes gotovo ni, da to kupijo tujci in recimo uvedejo neko transparentnost. Ker recimo si ne znam predstavljati, če bi Deutsche Telekom dejansko upravil to akvizicijo Telekoma Slovenije, da bi še naprej dopuščali tako netransparentno financiranje. Zakaj pa? To v bistvu bi šlo za njihov denar. Zanimivo je v principu, recimo pri komu, oziroma v kakšnih rokah končujejo v tem poslovnem smislu zdaj ti znani slovenski mediji. Mladina, recimo lastnik Mladine je Slovenska zamejska finančna družba KB, 1908. Za katero poznavalci ocenjujejo, da se je vanjo pred leti pretekel en del kapitala iz bivših jugoslovanskih pa slovenskih tajnih služb. Zdaj to težko dokazati, ampak o tem se govori, pa nihče ni kaj točno demantiral. Pa tudi pa tudi tam so bile, kako bi rekel, določene mahinacije pri tem lastninjenju, ker se je del denarja prelil tudi preko žepov zdajšnjega odgovornega urednika Gregorja Polža, kaj je on tudi kasneje potem, mislim, da v enem svoji kolumni celo tudi sam priznal. Dobil je nek denar za to, da je začasno čuval nek delež za bodoče lastnike in tako dalje. Zdaj, Dnevnik je v bistvu v rokah tajkuna Bojana Petana. Večer je na nek način v rokah tajkuna, oglaševalskega tajkuna Uroša Hakla. Zdaj, skupno recimo Haklu in Petanu je to, da sta oba dva pod nekimi kazenskimi ovadbami na strani NPU-ja. Zdaj, Delo, zelo resen kandidat, pa najresnejši kandidat za nakup Dela je Igor Lah, ki je ne samo, da je bil, mislim, da je bil celo že pravnomočno obsojen zaradi nekih poslovnih manipulacij. Pa recimo, da je novinarska srednja, ki veliko piše, novinarji teh istih medijev, ki veliko poročajo o nekih kazenskih ovadbah, zoper koga, ne vem še vse, enostavno je pač to sprejela kot neko dejstvo in o tem v bistvu na nek način molči. Tako da z nas se zgodi, da bodo v principu vsi ti veliki slovenski mainstream mediji pristali v rokah nekih, kako bi rekel, čudnih poslovnih likov te slovenske tranzicije. To se mi zdi, bom rekel, fenomen. To se vidi v principu, kako da ti mediji, lastništvo medijev v Sloveniji nima dobene, kako bi rekel, resne zgodovinske tradicije. Mogoče, gospod Lukšič, še glede medijev v bistvu in glede teh privatizacij. Sam še za to se počujem, to zapomnim. In morate tudi vedeti, da ti ljudje, ki obvladujejo medije, pa vsi ti, ki sem jih zdaj naštel, od zamejcev do Petana, recimo Hakla, pa Igorja Laha, vsi ti so navajeni za svojimi stvarmi trgovati. To se vidi pri uredniški poslovni politiki Dnevnika. To točno jasno vidi, da je ta pač uredniška politika Dnevnika je razen pač teh informacij o vremenu, pa šolstvo je v bistvu v funkciji nekih poslovnih pa političnih interesov lastnika. In to se bo zdaj še potenciralo. To bo zdaj eno samo, bom rekel, kako bi rekel, neko trgovanje. Zdaj vprašanje pa seveda je, slej ko prej bodo pa seveda vsi ti tajkuni mogli si pa naliti čistega vina v smislu financ. In ko bo končana ta privatizacija, ti mediji enostavno več ne bodo mogli biti v nekih kanalih dotirani s strani državnih podjetij. Zanimivo, v bistvu, finance pa zelo podpirajo privatizacijo. V bistvu, to je, bom rekel, na neki načelni ravni, ker finance res načeloma podpirajo privatizacijo, ampak hkrati so pa, kako bi rekel, največji prišepetovalci uredniške politike financ, so pa ljudje, ki v tem poslovnem prostoru slovijo kot veliki etatisti. Tako da tam je zelo veliko nasprotje. Načeloma so finance za privatizacijo, ampak potem, kako podpirajo določene posameznike iz te poslovno-politične elite, pa nisem čisto 100%, da so zares za privatizacijo. Mogoče, gospod Lukšič, samo ena stvar je zanimiva, v bistvu te razprave okrog tega, koliko bo donacij in koliko bo še v bistvu recimo za šport in če bo prišlo v tuje roke, to je en od pomembnih v zadnjem času, ena od pomembnih debat, da pač so neke pritožbe ali namigi, pač da seveda, da te tuji lastniki ne bodo dali tako velikih vsod za sponzorstva, recimo, mislim. Ja, gotovo bistveno manj kot zdaj. Recimo, če imate tam en vzoren primer Krke, ki neverjetno dosti sredstev da in za zaposlene, in za celotno regijo, in predvsem sicer finance dajo tu primer Sberbank, da financira reprezentance in te zadeve. Ja, ampak se pravim, gotovo, če imamo v mislih prakso Krke, kaj tazga tudi druga podjetja slovenska ne počnejo, gotovo bo tega bistveno manj. Če bi govoril kot politik, bi rekel, tega se bojimo,
Ampak tle gre za eno drugo stvar. Veste, gre za to logiko, ki je danes postala pač del splošnega obnašanja, se pravi to recimo neoliberalno, kjer so zelo vsi pozorni na stroške in na to, koliko imajo od tega povratnih nekih dobrobiti. Se pravi, če ti financiraš neko reprezentanco, da je to vrhunska, v bistvu, in da je vrhunska, ampak da je to tudi vezano na mogoče en del messagea, ki ga hočeš ti dati kot podjetje v javnost. In če tega ne najdeš, te povezave, v bistvu ne boš šel financirati. Mislim, ja, če te povezave ni, recimo Revoz v Novem mestu, ne vem, jaz nisem slišal, da bi oni kdaj kakšen denar dali v kakšno športno zgodbo, mogoče so dali delam krivico, ampak nikakor niso usmerjeni v te stvari. In to je stvar potem ocen teh podjetij, ki imajo sedeže nekje druge. Recimo Spar, daje precej v košarko in tako naprej. Ampak se pravim, tisto, kar bo odločujoče v prihodnje, bo predvsem to, koliko bo ta recimo neoliberalna logika zahtevala od vodstva podjetja, da sredstva držijo samo v korist lastnikov, se pravi, da grejo v profite. Ta trend se zdaj malo obrača. Veste, tisti hud neoliberalizem, se pravi, ko so vse prikazali kot stroške, kar ni dejansko šlo v profite in potem v žepe lastnikov, da ta zgodba se je malo končala. In iz tega naslova se mi zdi, da se lahko čuti tudi neka gospodarska rast, ker ta primež na to, da smo vsi strošek in da so vse dejavnosti, ki niso neposredno, ne prinašajo profitov, da so napačne ali pa nepotrebne. Tako da je, se pravim, od tega generalnega trenda v svetu odvisno, kako bomo mi prišli s temi dejavnostmi skozi. Dobro, jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih seveda z glavno zgodbo tega tedna, to so objava korespondence med nekdanjim predsednikom NKVM, uprave NKVM in pa nekdanjim predsednikom vlade oziroma liderjem SDS-a Janezom Janšo. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol, seveda glavna tema, oziroma ki je okupirala medije ta teden, je seveda razkritje korespondence med nekdanjim predsednikom uprave NKVM-ja, Matjažem Kovačičem in pa vodstvom oziroma takratnim predsednikom vlade Janezom Janšo, pa mogoče Bojan, v bistvu kaj ti praviš okrog ne samo vsebine, ampak v bistvu zakaj je pravzaprav ta zgodba postala ključna zgodba tega tedna, v bistvu, po tvoji oceni? Vsa elektronska sporočila, ki pridejo v medije, zlasti če so spisana med šefom neke državne banke pa med predsednikom vlade, pa bivšim predsednikom vlade, postanejo zgodba, postanejo zgodba tedna ali pa zgodba mesta, pa zgodba leta. Zdaj, kot analitik bi rekel, da je pač kontekst te zgodbe prišel v času, ko se je na neki stopni zaključila zadeva Patria. Ker pri Janši se pač dogaja to, da ko se neka zgodba konča, da takoj pride v neka druga zgodba. Prej je bilo za premoženje oziroma... Ja, zdaj pač zdaj smo že, mislim, jaz sem pač to eno stopnjo odgledali. Nekako sem to že navajen, ampak zdaj glede na to, da jaz bom rekel, te akterje precej dobro poznam, mislim tudi gospoda Matjaža Kovačiča, mislim, mene v bistvu preseneča, da se nekatere medijske hiše pa novinarji še leta 2015 začenjajo soočati z Matjažem Kovačičem, medtem ko sem ga recimo jaz, bom rekel, podobne stvari razkrival že leta 2005, takrat, ko se je pravzaprav začel tisti vzpon Matjaža Kovačiča od člana uprave, ko je bil prej že dolga leta član uprave Nove kreditne banke Maribor v predsednika uprave. Takrat je recimo bila zanimiva zgodba, Kovačič je takrat v tistem času, ko se je potegoval za funkcijo predsednika uprave, hotel postati član SDS. Pisal je prošnje, ampak zanimivo ga niso sprejeli. Veliko podporo v tem njegovem preboju
od predsednika, od člana uprave do predsednika SDS mu je nudil časnik Finance, ne, zelo veliko, ne, on je imel takrat izjemno dobre poslovne, mislim, personalne povezave z vodilnimi ljudi na financah, ne, in Finance, takrat se spomnim, tudi če greste nazaj gledati, so takrat, kako bi rekel, medijsko sesuvale, ne, bivšega takrat tedanjega predsednika NKBM Črta Mesariča, ja, in izrazito favorizirale Mesarič je bil Črta Mesariča, in izrazito favorizirale Matjaža Kovačiča. Zanimivo je to, da je tudi Mesarič hotel še naprej obstati šef uprave in njegov ključni lobist je bil Stanislav Petek. Oče tega Boruta Petka, ki ne bi se zdaj dopisoval z Matjažem Kovačičem. Tako da, mislim, malo je treba pogledati te relacije tudi za nazaj, ne, da se dobi, kako bi rekel, neka bolj objektivna slika. Ne. Zdaj, če bi tako rekli, potem oče... Temu je pa, bom rekel, mislim, me je pa presenetilo, približno poznam Matjaža Kovačiča, vem, kakšen značaj, ne, je, ne. On je en takšen, kako bi rekel, en tipičen, pa kaj tipičen direktor državne firme, ne. Izrazito uslužen, ne, služabnik, tako kot je napisal novinar Večera, ko je komentiral ta dogodek, ne, Jagar, izrazito služaben do politike, ne, od katere je pač odvisna njegova eksistenca, ne, in izrazito, bom rekel, podcenjevalen, ne, tudi žaljiv do ljudi, ki so, kako bi rekel, na tej karieri, ne, statusni lestvici pod njim. Ne. In to se je v bistvu odrazilo v tej elektronski pošti. Ne. Nisem si pa mislil, da lahko nek direktor, ne, napiše toliko mailov, ne, šefu vlade, kot jih recimo Kovačič. In ne dobi odgovor. Ja, najbolj je pa, da ne dobi odgovor. Mene Simona Dimic, ne, mi je enkrat povedala, da ko je Pahor prevzel vlado, da so enostavno začela prihajati sporočila po SMS-u, po mailu, ne, od članov nadzornih svetov, prej nastavljenih, kaj naj zdaj naredijo, jutri je seja nadzornega sveta, kakšen je ukaz in tako dalje. Ne. Mislim, to je fascinantna, kako bi rekel, psihologija, ne, teh ljudi, ki vodijo državne firme. In Kovačič je samo nek izrazit primer, ki je prišel pač v javnost. Verjetno na ta način, v bistvu z rahlim, v bistvu z kakšnim mogoče malo drugačnim pristopom, ampak tehnologija upravljanja je v bistvu popolnoma razgaljena. Ja, ampak dobro, se pač malo razlikuje, zdaj od značaja posameznih, ne, posameznih pač teh vodilnih ljudi v teh firmah in tako dalje. Zdaj, kar pa, ampak zanimivo je to, da pač po mojih informacijah zgodba, bom rekel, nove kreditne banke imajo še zdaleč ni končana, ker kriminalisti NPU, ne, ko so zasegli kompletni strežnik, ne, takrat v preiskavah so dobili ogromno informacij. Ne. Zdaj, če si bom jaz način zapomnil številke, pač tako imam jaz informacijo, ne, da naj bi zdaj NPU imel pa sebi, ne, zaseženo dokumentacijo celotne komunikacije dveh predsednikov držav, ne, z vodstvom NKBM, pač različni vodstvom. Kako? Predsednikov vlad. Ne, predsednikov držav. Dveh predsednikov držav, 17 ministrov, Ropove, Janševe in Pahorjeve vlade, 47 poslancev različnih političnih barv in kupice znanih Slovencev, tudi novinarjev, tudi znanih novinarjev, ampak ne vem imen, tudi znanih novinarjev, ki so po mailu prosili šefe NKBM-jev za službe svojih sorodnikov, znancev in tako dalje. To ima zdaj NPU. Ne? To ima zdaj NPU. Imamo občutek, da bo to po potrebi začeli prihajati ven. Ne? Za enkrat so prišle ven samo tista komunikacija, ki jo ima državno tožilstvo, ne? Ker pač konkretno se ukvarja z nekim primerom. Tako da se mi zdi, da ta NKBM, ne? Pa ta preiskava, pa ti zaseženi dokumenti bodo lahko še, če bodo, ne? Še lahko velika zgodba za slovensko politiko. Ne? Pa ne samo za politiko, ampak za kupico znanih ljudi v Sloveniji. Mogoče. Glejte, mimo grede to, kar govori Bojan, je zdaj pa preskočim v svojo vlogo politologa. Ne? Glede, če bi politologija v Sloveniji imela na razpolago to vrstne podatke, potem bi se mi lahko ukvarjali s tem, kako ta politični sistem dejansko funkcionira. Ker pa imamo opravka samo z neko podobo, ki jo dobimo tako iz tretje roke. Formalno, v bistvu. Iz tretje roke, ne? Kot so akteri zainteresirani, da zgodbe podajajo v javnost. Potem mi v resnici nimamo podobe o tem, kako ta politični sistem funkcionira, razen recimo iz lastnih izkušenj, kot jih nekateri imamo. In imamo čisto napačne predstave, ker to, kar gospod Požar govori, je način, po katerem politični sistem funkcionira. Se pravi, sistem je aparat za prevajanje nekaterih posamičnih interesov oziroma interesov velikih blokov kapitala. In mi v resnici politike sploh nimamo. Politika samo prevaja interese tehle posameznih kapitalskih blokov. In to je, recimo, tipičen primer je ta
petkova zgodba. Ne? Se pravi, hiša Petek si je želela imeti vpliv na banko in je uporabila stranko SDS, zato da je do tega prišla. Če ni uspela preko enega šefa uprave, je pa nastavila drugega. In zdaj govoriti o tem, da ima SDS vpliv na, ali pa da je predvsem šlo, seveda, ampak to je bila samo pristavljena zgodba SDS-a, zato da je hiša Petek imela vpliv na banko. Jaz bi tu še nekaj dodal, jaz bi rekel, da je Matjaž Kovačič potem postregel z nekim pismom, kot dokaz, da je komuniciral tudi s Pahorjem, postregel z nekim pismom Pahorju. Zadnjega pisma, jaz takrat na tiskovni konferenci od Kovačiča nisem bil, tudi ga nisem mogel prebrati v nobenem mediju, ne vem, zakaj ga ni bilo objavljeno, lahko da ga je kdo prebral, ne vem. Pahorjev kabinet je o tem pojasnil, da te komunikacije ni bilo, zato ker Pahorjev pač ni imel zasebnega elektronskega naslova in ni uporabljal službenega elektronskega naslova. Ampak zdaj, jaz bom rekel, kot analitik bom rekel takole. Pahorjeva vlada je nastavila za predsednika nadzornega sveta NKBM Danila Topleka. Danilo Toplek je bil osebni prijatelj, ampak res osebni prijatelj od Matjaža Kovačiča. In Matjaž Kovačič, tudi jaz na njegovem mestu, če bi funkcioniral kot Matjaž Kovačič, ne bi čutil nobene potrebe, da karkoli pišem Pahorju, ker lahko idealno vse rešujem z predsednikom nadzornega sveta, ki je čisto slučajno moj osebni prijatelj. To je po mojem bilo, kako bi rekel, neko golo naključje, sicer bi zdaj Matjaž Kovačič, ki zdaj po mojem veliko dela tudi v obrambi lastne pozicije, zato tako veliko komunicira z novinarji, ker on se novinarjev vedno bal in nikoli ni nastopal v javnosti, zdaj ga pa vidim sada na televiziji, čeprav z vsakim nastopom izpade, kako bi rekel, vedno večji bedak, po domače rečeno. Ampak je samo to dejstvo, da je bil Toplek takrat predsednik nadzornega sveta, je v bistvu zdaj na nek način rešilo Pahorja, sicer bi zdaj brali, mi dnevno, sicer bi Kovačič dnevno pisal elektronska sporočila Pahorju, ali pa natisne njegov na službeni naslov in bi s tem zdaj pač mi to lepo brali in se zabavali. Ja, zdaj razumete, zakaj Zoran Janković nima e-maila. Ja, no, res je dejan, da Zoran Janković nima e-maila, samo pri Zoranu Jankoviću je treba pač povedati, da mu vsa elektronska sporočila sprinta njegova tajnica in da zvečer Zoran Janković vsa ta elektronska sporočila bere in ob strani piše uredi, urejeno, bo urejeno in tako dalje. In ti faksimili so menda tudi v rokah NPU-ja in se motajo v teh 10 kazenskih ovadbah zoper Jankovića. Ne, zdaj, če se vrnemo na to zgodbo, zanimivo je, v bistvu, da je bila ta korespondenca predvsem enostranska, v bistvu, zdaj strani SDS-a pravijo, da so takrat dobivali na tisoče elektronskih sporočil dnevno in da jih predsednik vlade vseh ni bral in da praktično ni odgovarjal na te maile od Matjaža Kovačiča. Zakaj ne, misliš? Torej, ko je stranka na oblasti, se zgodi ta, bom rekel, plas raznih prošenj in tako naprej in je po mojem popolnoma logično, da je bilo ogromno te komunikacije, ki pa je bila v tem konkretnem primeru očitno, razen v enem primeru, ko je šlo za ministra Bajuka, je bila dejansko enosmerna. V dveh primerih. V še en primer? Enkrat je Janša odgovoril, ja, v redu, pa skličite skupščino, in enkrat je rekel, da bo govoril z Bajukom, ne se dobi z Kovačičem. Spravi od velike množice. Čeprav v bistvu se pač je Matjaž Kovačič je rekel, da bo v bistvu dal bo ta s petkom urejevala te zadeve. Ne spraševal je, ali lahko s petkom urejuje te zadeve, ampak tistega dogovora pol ne vem, ni bilo, jaz ga nisem prebral. Mislim, da je Janša dvakrat odgovoril, tako sem jaz pač videl. Kakšna je pa vloga v bistvu Borota Petka, v bistvu tem, mogoče, ker glede na to, da bolj poznaš ja, on je bil takrat tajnik, tajnik je bil v kabinetu, ampak je pa ena stvar zanimiva, ki pa novinarji niso, bom rekel, so malo zmanipulirali, se mogoče ne vede. Tisto elektronsko sporočilo, ki je prišlo takrat se strani Petka Matjažu Kovačiču okoli tistega kredita, okoli Klime Petek. To je bilo poslano v času, ko
Petek ni bil v kabinetu, ker Janša takrat ni bil na oblasti, ne? Takrat je bil Pahor predsednik vlade, to je bil v tistem času poslan. Ampak to je, pravno formalno je to pomembna, ne, neka distinkcija, zdaj mogoče v tem širšem političnem kontekstu pa ne. Vse kompletna ta korespondenca, ki je očitno prišla iz tožilskih krogov v javnost preko novinarke, ki niti ni politična novinarka, ampak je v bistvu dopisnica nacionalne televizije iz Obale, ne, oziroma iz Primorske. Kaže na to, v bistvu namen tukaj gotovo ni voditi neko kazensko preiskavo, še posebej, ker je to določen medij prevzel, ampak gre pravzaprav za eno zelo jasno diskreditacijo, ne, ki časovno sledi zelo pomembnemu momentu, ki se je zgodil v slovenskem pravosodju in, bom rekel, posledice še niso razrešene. To pa je epilog zadeve Patria in zelo jasnih zahtev po odstopu dveh vodilnih predstavnikov pravosodja. Ne. Tako da to je spin, v katerem, po mojem, bilo fajn, da kaj rečemo. Ne. Bomo, ampak zdaj, če ostanemo na tem, mislim, gospod Vušič, kako je pa, glede na to, da imate nekaj pravzaprav izkušenj, pa precej informacije, kako je pa potem potekala korespondenca z Ljubljansko banko in z vodstvom Ljubljanske banke, oziroma kako je pa, če je z NKBM na ta način, to se pravi mimo nadzornega sveta, direktno z kabinetom predsednika vlade in mimo Banke Slovenije, v bistvu. Kako so pa potem potekale tu, glede na, mislim, to je pomembno predvsem v kontekstu teh nastanka bančne luknje, v bistvu, ki je nastala. Ne, to gotovo vejo tisti, ki so se s tem ukvarjali, ampak ker je Ljubljanska banka v Ljubljani, so okna odprta, v bistvu, ne, in se lahko ne rabijo pisati preko elektronskih. Neposredno, pa tudi verjetno to, kar je gospod Kovačič počel, je zelo naivno in kaže na to, da tudi če je imel kdaj tako potrebo, da komunicira s predsednikom vlade, bi moral vedeti enostavno, da predsednik vlade nima časa na to odgovarjati. Veste, prej, ko ste vprašali, kaj se zgodi. Predsednik vlade kar naenkrat, tudi če je prej bil recimo, tudi Janez Janša, za katerega mislimo, kaj da vse počne in koliko ima rok, da lahko vse stvari ureja. Njegova težava je bila, da je tega imel bistveno več kot vsi drugi predsedniki vlad, da je gradil na tem imidžu, da on pa zna urejati stvari. Podobno kot recimo tudi Zoran Janković. To so imidži ljudi, ki rečejo, mislim, si gradijo tako predstavo, da ljudje mislijo, bom pa jaz Janši rekel, bom pa vstopil v stranko, bom Janši rekel, pa bo stvar uredil. In verjetno tudi marsikaj za marsikoga uredi. Da so včasih rekli v Jugoslaviji, če je predsednik vedel za to, kaj se dogaja, v bistvu. Če bi Tito vedel za to, kaj se... In ima dejansko tak imič, da ljudje mislijo, da naredi bistveno več, ali pa da je sposoben urediti bistveno več, kot je v resnici. Je pa verjetno tudi res, da je bistveno več v primerjavi z drugimi. Ker recimo, če govorimo o Borutu Pahorju, zakaj, ko je kolega Požar rekel, da bi, če bi Pahor, kaj se že rekel, da bi več bilo te korespondence. Če slučajno ne bi bil predsednik nadzornega sveta in ne gre sem za to. Pahor se s tem enostavno ni ukvarjal. Ni se hotel ukvarjati. Pa tudi sicer, jaz recimo sem bil, sicer ne vem, koliko je z drugimi ministri komuniciral, jaz sem bil 3 leta minister v njegovi vladi, nekaj časa celo za 2 področji in midva sva imela mogoče 2-3 sestanke, nič več. Dobro, midva sva imela neko posebno relacijo, ni bila jih neka blazno, pusto je, da delam stvari in jaz se tudi nisem v druga področja vtikal. Tako da, ampak vseeno, vsaj kakor sem imel imič oziroma predstavo o tem, kako je tudi z drugimi ministri delal. Predsednik vlade se fokusira na ključne zadeve, ki so za državo pomembne. Zdaj, kot vidimo, se je Janša ukvarjal bistveno več tudi s nekimi stvarmi, ki niso tako zelo pomembne za državo, pa so bile pomembne po njegovi predstavi. Ampak vseeno bistveno manj, kot kaže ta korespondenca. Veste, korespondenca, imič te korespondence je, kakor da je ne vem, kaj je bilo. Bilo je na eni strani nekdo, ki je rabil blazno, da ga nekdo za roko pele, na drugi strani bil nekdo, ki je imel imič,
da je pripravljen to delati in je v enem deležu tudi to počel, ne pa verjetno vseh. Ampak to bo itak pokazala še preiskava, pa tudi sicer bojo ljudje verjetno povedali, kaj je šlo. Ja, malo je treba biti vsem korektni. Zdaj, tudi Pahor je počel, bom rekel, stvari, je počel določene stvari, ki so bile povezane z državnimi podjetji. Se vemo, da je hodil, recimo, da je osebno nekaj časa vodil vse nadzornega sveta Slovenskih železnic. On je hodil, fizično šel tja, tam sta ga čakala šef uprave, predsednik nadzornega sveta, pa minister Vlačič takrat. In je šel tja, parkrat se to, mislim, da zgodilo. Pa Meder, mislim, nemški Ti svetovalec, ja. To je zdaj, recimo, če prevedemo v ta politični jezik, medijsko politični jezik, bi to rekli, recimo, da bi lahko Janša šel pa vodil vse nadzornega sveta na KBM, recimo, Se sploh ne znamo predstavljati, kakšen bi bil medijski odziv, Ampak res pa je, da se posamezni politiki, to imaš popolnoma prav, ločujejo potem, ali imajo nekateri afiniteti, da stvari urejujejo, ali pa nekateri, ki se s temi stvarmi nočejo ukvarjati. Po drugi strani moram pa reči, da pa jaz sem osebno večkrat govoril z vsemi temi zadnjimi predsedniki vlad, in moram reči, da so vsi izjemno dobro obveščeni. Tudi Pahor, čeprav obstaja nek vtis, da se on noče z nekaterimi stvarmi ukvarjati. Ni se osebno ukvarjal, ampak se je pa kabinet je izjemno dobro obveščen. Tudi bom rekel, o teh raznih relacijah, ki jim lahko rečemo, recimo, da so bolj poslovne kot politične. Obveščeni so, vprašanje pa je, ali dajo potem navodila. Rečejo, se spomnim za Drnovška, so prišli ljudje k njemu in je bil kar tiho. Ene trije so mi to govorili, pomembni direktori. So prišli k njemu zato, da približno usmeri, ali je to prava stvar, ali bojo dobili podporo potem. A veste, ker v glavno hodijo ljudje, predsedniku vlade, ki so strateške odločitve sprejemajo, ki so pomembne za državo. In bojo rabili podporo vlade in včasih tudi državnega zbora. V enem delu tudi proračuna včasih. In zato pridejo predsedniku vlade, ne zaradi tega, ker bi hoteli politično podporo, kar tako neko. Se pravi, rabijo neko orientacijo, nujno. Nekateri predsedniki vlad so to odposlušali in so rekli, hvala, imate še kaj? In oni so šli brez vsega, tako kot so prišli. Ker je pa tudi narobe. In tudi ta fama okoli teh vplivnih posameznikov iz kabineta, to velja za vse te predsednike vlad. Ki so imeli svoje desne roke. Ja, mislim, zdaj težko, zdaj lahko v nedogled lahko debatiramo, recimo, kdo je bil vplivnejši. V času Janeza Janše Borut Petek, v času Boruta Pahorja Simona Dimic, v času Toneta Ropa Marjana Kanduti. Vsak ima, bom rekel, neko desno roko, ki je izjemno vplivna. In pa je odvisno konkretno od nekega predsednika vlade. Zdaj, če smo že pri tem, pri aktualnem predsedniku vlade Miro Cerarju, kdo je tisti človek, ki naj bi ki naj bi bil najvplivnejši poleg Cerarja. Predsednik vlade je zadnjič rekel, da se noče srečevati niti lobističnih stikov, da nima praktično lobističnih stikov, da noče sprejemati niti tujih veleposlanikov, ki imajo določene interese in tudi ostalih, da se izogiba vsemu temu, da enostavno čim manj teh stikov, ki bi mejili lahko na neke interesne zadeve. Mislim, da so dva, tako po moje oceni, te stvari tudi, kako bi rekel, lahko, mislim, tako se spreminjajo, imajo neko dinamiko. Po mojem sta ta hipsta, recimo, pa tudi potem, kaj mi pripovedujejo ljudje okoli Cerarja, ta hipsta verjetno najvplivnejša dva človeka, to je Aleksandar Kešeljević pa Horst Hafner. Mislim, da je, sem pa povedal Horst Hafner, namestnik generalnega sekretarja SMC-ja, in pa Aleksandar Kešeljević, profesor rezident iz ekonomske fakultete. Ona dva sta, kako bi rekel, tako najvplivnejša prišepetovalca. Zdaj, če se vrnemo še, mislim, na Večer, mislim, ta pomembna zgodba iz te korespondence, v bistvu je tudi Večer pa Infant Holding takrat, mislim, očitno se je hotelo Večer zadržati in ga ne prodati Bojanu Šrotu takrat. Mislim, da če bi se to hotelo, bi po mojem lahko Janez Janša to takrat, v tisti konstelaciji,
to po mojem zlahka dosegel. No. Ampak da ni bilo interesa na drugi strani, mislim, oziroma je bila neka drugačna kalkulacija. Ne vem, jaz ne vem, če se je šlo tako aktivno v to zgodbo. Saj tu ima verjetno Kovačič prav. Ne. Po mojem veliko teh stvari je iniciiral za nekaj določenih razlogov prav Matjaž Kovačič. Ne. Vse tako sledi iz tega elektronskega sporočila. Tako da jaz ne vidim večjih ovir. No. Mislim, da bi lahko takratni razmerje moči, takrat je bil Janša bistveno močnejši, kot je bil v drugem mandatu, ne, kot predsednik vlade, da bi, po mojem, če bi želel speljati nakup Večera na neko, kako bi rekel, prijateljsko podjetje, bi po mojem ga lahko speljal. Ne. Jaz bi sam na tej točki predlagal, da pogledamo glase, pa nadaljujemo po glase. Ponovno pozdravljeni, voda je vroči stol. Zdaj, ne vem, v bistvu bi rabili praktično 2 oddaje, da bi šli čez vse te maile in vso korespondenco, ampak vendarle, kakšne posledice bo pravzaprav imelo za posamezne akterje te zgodbe. Ne? Zdaj vemo, da pri Kovačiču, da so neke odškodninske tožbe vložene v bistvu in da so bile vsaj vmesne odločbe pritrdilne. Ne? Kaj lahko pravzaprav Kovačič naredi v tem trenutku? Zdaj, škoda, da nimamo Sebastiana Retiča še zraven, ki bi lahko svetoval, ampak kaj sploh lahko medijsko, kako se sploh lahko brani proti temu? Ne? Mislim, ti maili padajo vsak dan ven, v bistvu, ali pa so en teden padali. Kaj lahko Kovačič naredi, v bistvu, pravzaprav? Ja, mislite, Kovačič je po mojem itak reagiral v tem medijskem smislu, ne? V tem PR-skem smislu. Ja, tako pač nesprejetno je na prvo žogo. Predvsem bi mogel oceniti, pa bi mogel to nekdo povedati, ampak on je pač en bankir iz Maribora in po mojem tega znanja niti nima. No. Ampak lahko bi ocenil, da ti maili, da izbruh mailov v javnosti ni namenjen v principu njemu, ampak je namenjen Janši. To je bila prva neka njegova ocena in on se na podlagi teh mailov pravzaprav sploh ne rabi braniti. On bi mogel, že na začetku bi dal samo neko izjavo, da je pač kot predsednik uprave državne banke tu pa tam obveščal predstavnika lastnika banke, se pravi Janšo kot predsednika vlade, do teh elektronskih sporočilih ni dobenih nezakonitih dejanj in to je bilo to. Jaz ne razumem tega njegovega pojavljanja na televiziji, z vsakim nastopom je v bistvu bolj čudni izpadel. RTV Slovenija mu je tja pošiljala novinarke, ki se s tem nikoli niso ukvarjale in jaz bom rekel tega njegovega pozicioniranja v javnosti enostavno preprosto ne razumem. Kakšne so pa posledice za SDS, recimo, mislim, oziroma zdaj si pravi, ja, sej tako, v bistvu Janša je vodil NKBM preko Kovačiča, v bistvu, mislim, oziroma predvsem je šlo bolj na, kot se rekel, bolj na SDS in na Janeza Janšo, v bistvu celotna stvar, kot pa tako fokusirana. Ne toliko na SDS, pač na Janeza Janšo, ne. Zdaj, kakšne bodo konkretno politične posledice, po mojem, kakšnih dramatičnih posledic tega ne bo ne navzgor, ne navzdol. To ni tako strahovito velika afera, kot je recimo afera Patria ali kakoli. To je pač ena od teh afer, ki se tam tukaj na nek način rolajo okoli Janeza Janše. Tako da kakšnih konkretnih afer, kakšnih konkretnih posledic, ki bi se zdaj recimo pokazali v nekih anketah javnega mnenja pa tako dalje, to v principu jaz ne pričakujem. Ne. Kaj pa recimo zdaj afera Patria pač je doživela nek epilog na Ustavnem sodišču, sicer se nadaljuje, ampak zdaj se stranki dogaja pač ta razkritje te korespondence, potem druga stvar je pa odstop ene od bivših podpredsednic stranke. Mislim, kaj se pravzaprav, sicer težko vini z pozicije nekdanjega predsednika, kaj se pravzaprav mu dogaja, v bistvu Janez Janši potem. Glede, na celi desni sredini je problem, da tako kot je zdaj postavljena, težko dobi mandat, se pravi v neki kombinaciji. Za sestavo vlade, mislim. Za sestavo vlade in težko postavlja predsednika vlade. To vidim, da zdaj spoznavajo. Dvojne volitve so bile, ki so pokazale, da bojo težko šli čez 50%. In to je gotovo problem za njih in za vse tiste, ki stavijo na njih. Ne? A veste, vi imate tle recimo ameriške republikance in nek ta hardcore kapitalski blok, imate nemške konzervativce in tako naprej. Se pravi,
slovenske politične stranke, ki so jih podpirale, so jih v enem delu tudi šolale tako. In jih financirajo. V bistvu. In tudi recimo, ko Angela Merkel pride sem, se mirno sestane s predsednikom SDS-a, skratka, to ne skrivajo simpatiji in oni tudi v najtežjih trenutkih, se pravi, ko so ljudje že obsojeni bili in tako naprej, podpirajo svoje ljudi. In se pravi, tudi njih skrbi, kaj bo slovenska desnica počela. Tudi ne nazadnje Rimokatoliško cerkev skrbi, kdo bo njihov sogovornik in predstavnik. In si želijo tle, da bo to nekdo, ki bo imel večji vpliv, kot ga zmore zdaj SDS. Predvsem na osebinska vprašanja. SDS se zdaj kar naprej ukvarja samo okrog zaščite in obrambe Janeza Janše. In to je gotov problem, ne, za celotno to zgodbo. Zdaj, tisto, kar je pa drugi del zgodbe, je, da SDS, tako kot funkcionira in tudi celotna desnica, je v precejšnjem delu vezan na lik Janeza Janše. In za njih bo velik problem, kaj po Janši. In bo gotovo 3 do 5 let velik problem, če ne bojo že zdaj naredili nekoga, ki v bistvu Janez Janša se ne misli umakniti. Ne, on se ne misli umakniti, ker je pa zdaj to za njega eksistenčna stvar. Ne? To je nenazadnje tudi Ustavno sodišče ga opozorilo, če ni že prej sam vedel, ne? Da dokler bo predsednik SDS-a, toliko časa ga tudi Ustavno sodišče ščiti. Zato je jasno politično sporočilo, kot vodja opozicije, kot poslanca in tako naprej. Se pravi, njemu je jasno, tudi prej, ne, drugače bi se on odpovedal predsedstvo stranke. Se pravi, če ti ugotoviš, da si ovira, ne, ali pa si nekaj, vsaj jaz govorim tudi zase, v svojem imenu, ko ti ugotoviš, da se umaknil zaradi tega, če nimaš ti podpore, tistega dela, ki bi moral ti pomagati, ne, potem imaš samo drugo varianto, to, kar se je Janša šel sicer že od začetka. Se pravi, da si ti to podporo res tako mehansko na nek način, ne, tudi počas z nekimi, recimo, grobimi sredstvi, ne, se pravi, da si postaviš bazo, ki jo ti zaposluješ, ki je od tebe odvisna, ki je na nek način tudi, vsaj posredno, nate finančno vezana, eksistenčno vezana. In to je en tip politike, recimo, ki se meni ne gre, ampak Janša je pa to zgradil tako daleč, da po eni strani bi se moral umakniti, po drugi strani se ne more z tega umakniti, ker ga to eksistenčno potem ogrozi. Je pa zdaj zgodba ta ratala, da je to vse skupaj, zdaj ne samo politika SDS, ampak kar naenkrat cela politika slovenska politika ratala. Ne? Se pravi, in sodni aparat se ukvarja z njim, in izvršna veja oblasti, in državni zbor se ukvarja z njim. Men, kot bi rekli, namesto da bi se ukvarjali z drugimi problemi, ki so problemi države. Ampak recimo vi ste se reši umaknili, takrat sam en napoved neke kazenske ovadbe, pa ste, ali je bil zaradi tega, ste se umaknili s politike? Ne samo kazenske ovadbe, so začele slediti. Ovadbe so začele slediti, ne, ena drugi, pa tudi privatne. Ne. Meni so začeli ljudje iz vrha SDS-a pošiljati Matoza, pisma v času volilne kampanje. Jaz osebno nimam denarja, da bi se branil. Jaz nisem Janez Janša, da bi imel budžet ali pa da bi imel v stranki napisano tisto, ne, kot imajo oni. Če si preganjen zaradi stališč, ki si jih izrekel z pozicije stranke, ti stranka zagotovi obrambo. Se tega ne moreš iti. In potem še te kazenske ovadbe, ki sledijo zaradi tega, ker po oceni nekaterih krogov postaneš premočan, vidiš, koliko je ura. Samo v moji stranki je bilo še tako, da stranka ti takoj umakne podporo, ko ugotovi, da si tarča. Ker ne razume, za kaj gre. Ne, ne razume, da ti nisi zaradi tega, ker si osebnostno problematičen, ampak zaradi tega, ker si politično problematičen, imaš preveč politične moči. Janša pač se to igro gre, to je, vem, že tam od leta 82, recimo Bojan Požar je bil podpredsednik Mladine, ki je odstopil zaradi tega, ker je takratna Janševa garnitura pritiskala na vse tiste, ki niso bili na njegovem stališču. Ne? Takrat leta 84, ne? Kot podpredsednik. Ne, 84. Ja, in potem nisi kandidiral več. Ne? Zdaj, mogoče, Dejan, kakšne konsekvence za posamezne akterje oziroma kako so odreagirali po tvoji oceni, mislim, ne, pri tej aferi, ne? Ja, kot je že kolega Požar povedal, tisti, ki je tukaj
najbolj medijsko izpostavljen, čeprav seveda je žrtev, ni pa cilj, je verjetno pač bilo za njega boljše, da bi se zavil v molk, kot se temu reče, ker gospod Petek, ki je tudi omenjen, enostavno ne komunicira in mi vsi tukaj, ki se ukvarjamo z mediji, vemo, koliko približno je tisti rok, ko je kotu vroč in vrbota, to je en teden, potem pa zadeva, ja, običajno, po enem tednu pa zadeva nekako zaspiš. Posebej, če se pojavi nova zgodba, kot sem že prej poskušal vas malo sprovocirati, ko je bil epilog zadeve Patria pač v medijih, ko je zadeva bila aktualna in se je zastavilo resno vprašanje zaupanja v dva najodgovornejša nosilca funkcij v pravosodju, to sta predsednik Vrhovnega sodišča in pa generalni državni tožilec. Jaz mislim, da gre za zelo pomembni vprašanji, ki sta predvsem povezana z njuno osebno integriteto, pogumom v končni fazi, občutkom za neko moralno odgovornost, se je kmalu zatem pojavila ta zgodba in nihče ni toliko naiven, da ne bi verjel, da tukaj niso določena naključja. Ampak kakšna je sploh v bistvu neka procesna vrednost teh mailov, v bistvu, mislim, koliko so... Mislim, v kazensko-pravnem smislu? Ja, kazensko-pravnem smislu. Pa nimajo. Zato so jih pa dali v javnost, ne? Funkcija teh mailov je v javnost pošla. Tako, da se diskreditira določene ljudi, ker veste, maili so zmeraj pisani v določenem kontekstu, ne glede na to zdaj, v določenem kontekstu, odvisno od relacije, ki ga imaš s tistim človekom. In zdaj, če ti ta mail vzameš iz tega konteksta, ki ga poznata, predvsem ta dva, med katerima je ta mail narejen, izpade, v bistvu zgleda zelo drugačno, in gledamo samo po vlogah. Tako je, gledamo samo po vlogah. Nekdo je pisal predsedniku vlade. Zdaj, če bi predsednik vlade bi mogel v skladu s pričakovanji javnosti tega nadreti, ali pa ne vem, ga ovaditi, kako si ti to dovoljuješ, ali pa celo ga zamenjati. Ker je predstava javnosti pol začne to funkcionirati čisto po svoje. Mislim, domišljija. No, pa taka dopisovanja so seveda idealna potem v komunikaciji s tretjo osebo. To je pa tisto, če bi ti to vedel. Komunicirate z nekom, pa rečete, veste, vse sva midva s predsednikom vlade tudi v kontaktu. Ja, sva, ampak samo enosmerno. Z druge strani ni nobenega odgovora. Glede, jaz nisem bil predsednik vlade, jaz sem bil samo minister. Jaz mailov, ki so prihajali na go.si, ne sem tudi povedal, glede mailov, go.si nisem bral. To je bila ena članica kabineta za to zadolžena in glede na njeno presojo mi je pošiljala kakšen mail naprej. Dobro, to je šolski resor, kjer se stvari avtonomno urejajo in ni kakšnih, recimo, teh državnih zgodb, kot v tem primeru. Ampak po moje tudi predsednik vlade ne bere tega, ima enega človeka, ki selekcionira in presoja, kaj ja, kaj ne. In če ti nekdo napiše vsak dan mail, kaj ne se odloči, verjetno ga ta kar napoti na nadzorni odbor, na pristojne ljudi. Zdaj, Bojan, prej si rekel, da so se v teh novejših komunikacijah zavarovali tako, da maili enostavno zginejo po 30 minutah. Ne, sekundah. Sekundah, mislim. Mislim, da je šla tehnologija naprej, da ne obstajajo več sledi. Ne vem, jaz mislim, da tukaj je vsem, po mojem, bom rekel, kako rekel, nek pravni problem. Recimo, zdaj recimo policija pri preiskavi, ki je usmerjena zoper nekega človeka, pa nekaj ljudi z nekimi konkretnimi dejanji, recimo zaseže en kup nekih komunikacijskih sporočil, ki so povezana z marsičem. Jaz pač nisem pravnik v te detalje, da bi vedel, zdaj, kaj se potem s temi elektronskimi sporočili zgodi, ampak to je po mojem, bom rekel, predvsej obremenjujoča zadeva lahko, za ljudi, ki nimajo nič s tem. Recimo, pred kratkim smo lahko brali v Dnevniku, spet po naključju, v istem časopisu, elektronska sporočila, ki jih je Tomaž Luše pošiljal okoli, bivši direktor Dajnesa. Tista elektronska sporočila niso imela, bom rekel, jim šlo... Dobro, videlo se je, da je sodeluje pri prodaji, da je kot lobist sodeluje pri prodaji Mercatorja. Pravnem smislu, česarkoli niso imeli dobene vrednosti. So pa vsebovala en kup nekih sočnih izrazov, takih govoric, tračajen, nekih hvalnic in tako dalje, čez, ti si res car, pa take stvari, tako dalje. Skratka, bom rekel,
ne razumem, jaz pa ne razumem, zakaj recimo policija, kaj policija počne z neko tako elektronsko pošto, ki jo zaseže, ki za sam primer nima nobene vrednosti. Kako je to možno, da potem te stvari recimo pridejo v javnost? Mogoče javnost zaradi tega, ker si ne more s tem pomagati. To verjetno, v bistvu gre za vendarle za ozadja nekih velikih poslovnih ali pa političnih dogodkov. Ampak jaz to drugače gledam, poglejte, gre za to. Vlado, je pa tudi drug problem še, recimo, jaz sem pač prebral natančno ta elektronska sporočila in edina, kako bi rekel, obremenjujoča stvar v tistih pogovorih Tomaža Olešeta, tisti prisluhi, je bilo dejstvo, da je takratna predsednica vlade Alenka Bratušek, sodeč po tistih sporočilih, zagotovila nek posel svoji osebni prijateljici, dizajnerki čevljev v državni firmi Peko. Recimo, ta zgodba pa ni imela nobenega epiloga. Ni imela nobenega epiloga. Tako da... Ampak tle gre za to, da, in to se mi zdi malo je problematično, pa saj prav, da opozorimo na to, da recimo ti organi pregona, tožilstva, tudi v enem delu ta sodni aparat, poskuša svoje odločitve prej preverjati v javnosti in javnost nekako ogreti za smer, za katero se tudi ti organi represivni odločajo. Se pravi, mi smo prišli v situacijo, da tisti organi, ki bi morali v miru presoditi dejstva, ki jih imajo na mizi in do katerih samo oni lahko pridejo, ti organi zdaj to vržejo v javnost pa rečejo, lejte, mi smo to odkrili, kaj vi o tem mislite? In če dobijo podporo za to, ali pa jo celo inscenirajo, potem rečejo, lejte, saj tudi javnost misli, da je on kriv, torej mirno mi lahko gremo s tem postopkom naprej. In mi smo zdaj pravzaprav prišli v nek tak sistem, pred katerim je pravna država pravzaprav ščitila. Se pravi, ta linč sistem, ko ti zapiješ, dajmo tega likvidirati zaradi tega, ker je to pa to naredil in folk se postavi vislice in te takoj obesi. Mi se zdaj, potem cel sodni sistem, pravni sistem, pravica obrambe in tako naprej, je bila izumljena, to čemu se reče pravna država, zato, da se v miru presodi fakte, ali si ti res kriv, ali se je samo to nekomu zdelo, oziroma ima en drug interes, da te obesi zaradi tega, da bi on lahko prosperiral. Mi smo prišli zdaj v situacijo, ker se kar tako samo postavi tarča in potem tudi ti organi poskušajo te svoje presoje utemeljiti ali pa celo spodbuditi javnost, da daje podporo za to. In to se mi zdi slabo, ker smo izgubili v teh organih pregona v pravosodju v celoti en prostor, kjer bi se bolj umiril, torej stran od neke javnosti, kar pomeni stran od partikularnih interesov, ki vsekajo, ampak se pričakovanje javnosti. Smo prej se pogovarjali o tem, kaj pomeni pričakovanje javnosti v časopisu, ki ga vodi nekdo, ki ima preklete interese pri privatizaciji ali pa po zaščiti premoženja. Torej, na koga bo on kazal, da je njegov problem? Oziroma, da je problem, v tem primeru, če govorimo, zakaj se strela v Janšo, zakaj se strela, če smo prej, moj primer. Zakaj? Gledaš tisto dejstvo, recimo, saj jaz ko zase govorim, ker poznam stvari, ker sem bil zraven, in vem, koliko sem imel na kaj vpliva, in zdaj, ko se začne ukvarjati en pa drug organ, pa pol, kako to stvari prihajajo v javnost, recimo, tale kazenska ovadba, kaj že, anonimna kazenska ovadba. Inštitut anonimne kazenske ovadbe. Pa ste vi rabite v državnem zboru 30 glasov za to, da sprošte neko zakonodajni postopek. Preiskavo. Preiskavo proti nekomu. Se pravi, da se začne nek postopek. Preiskovalno komisijo. V primeru, tlem, ko smo ga mi tudi uzakonili, posameznika pa lahko neka anonimna kazenska ovadba sproži celo državno mašinerijo, recimo v primeru Alenke Bratušek. 40 ljudi se ukvarja s tem, kaj se je zgodilo z njenim imenovanjem za komisarko. 40 ljudi na osnovi neke anonimne ali pa neke kazenske ovadbe. V državnem zboru pa rabite 30 glasov izvoljenih poslancev. Veste, to so v političnem sistemu take anomalije, ki enostavno diskreditirajo celo zgodbo, in državno in
to, kar se zdaj tu pogovarjamo. Ne. Mogoče še... Ja, vse to je verjetno tudi namen tega, ne, ker v končni fazi. Lejte, če se pogovarjamo zdaj o tem, kako se v bistvu državna podjetja... Ljudje se naslajajo pač ob teh... Ja, dobro, to je potem ta trivialnost, ne, ampak če pogledamo predsednike uprav, menedžerje državnih podjetij in to njihovo konstantno upletanje in komunikacijo takšno drugačno, se ta stvar dogaja se 20-25 let, potem dejansko na koncu pridemo do zaključka, da dokler ne bodo te lastninski odnosi urejeni, se nam bo to venomer ponavljalo. In tukaj ni neumestno vprašanje, ali morda v določeni meri tuje lastništvo vendar ne bi pomenilo tukaj neke normalizacije. Ker, veste, jaz sem delal za eno medijsko hišo, ki je bila v lasti tujcev, se pravi Avstrijcev. In meni se ni nikoli zgodilo, da bi imel problem pri zagovarjanju svojih stališč do lastnikov v tem smislu, da bi mi poskušali usmerjati. Čeprav vem, da je politika nekaj časa na nek način komunicirala z njimi, ampak enostavno so ugotovili, da se ne da in so potem nehali. Ampak če pa je tukaj politika tista, ki nastavlja ali odstavlja kadre, kar je recimo gospod Rop pred mnogimi leti v kamere zabrusil Zoranu Jankoviću, da naj se neha delati pametnega, ker ga je politika nastavila, ker ga je on nastavil. Mislim, od takrat naprej vendarle nam mora biti jasno, kako je to vse skupaj incestuozno. In jaz si včasih prav želim, da bi se ta zgodba s privatizacijo čim prej zaključila, ne? Ker v končni fazi mi kot Slovenci sami pred sabo izpadamo kot popolnoma nesposobni, da ne znamo teh stvari urejevati. To se verjetno gospod Lukšič ne bo strinjal. Ne, veste, kako je ta lastniška zgodba sploh ni relevantna. Ne? Mi smo imeli sistem družbene lastnine, kjer se pravi menedžerji niso bili direktorji, niso bili lastniki teh podjetij, ampak so ravno tako z vsemi sredstvi poskušali uveljaviti svoj interes. In recimo velika zgodba SCT-ja v povezavi z jugoslovanskim vrhom, in tudi z enim delom jugoslovanske armade, je pripeljala ta uspeh v Libiji pa v Iraku, kjer so gradili in tako naprej. Se pravi, te povezave imate kjerkoli. Vsak predstavnik privatnega interesa... Tuje korporacije so vezane na ameriške korporacije. In mi tega ne bomo rešili. A veste, na nek državni interes, v bistvu so ameriške korporacije tudi vezane. Vi ne rešite vprašanja pedofilije s tem, da postavite vprašanje lastnine, rečete, zdaj pa vsak je lastnik svojega spolnega organa in potem bomo rešili. Ni rešeno s tem, ker problem ni državna lastnina, problem je privatni interes, ki je legitimen in ga vsak poskuša pomnožiti s tem, da dobi vpliv na odločevalca, kdorkoli že to je. Če gledate ta House of Cards, v ZDA se stvari dogajajo še bolj brutalno, ker pri nas gre za dosti manjše interese, dosti manjše vložke. Zadeva ni toliko brutalna. Ampak zdaj, če še vendarle ostanemo pri tem upravljanju s to državno lastnino, kaj se dogaja s slovenskim državnim holdingom, oziroma mogoče imaš bojem kakšne informacije, ali bo vlada zdaj postavila te nadzornike slovenskega državnega holdinga nove, ker tam ta razpis je padel, ta imena v bistvu pač niso šla, v bistvu ta spisek, ki ga je Mramor takrat dal, ni šlo skozi, kaj se pravzaprav zdaj s tem dogaja, v bistvu, oziroma... Praktično nič, ne? Praktično nič. Kdo je, mislim, ti si pisal, kdo so pa vendarle ključni ljudje, ki so recimo stali za prodajo žita s temi zadevami. Komu pravzaprav to odgovarja, ta, bi rekel, mehka varianta upravljanja z temi državnimi naložbami? Ne vem, zdi se mi, da zdaj, bom rekel, ta situacija, ki je, sprav, da obstaja ta stara uprava Slovenskega državnega holdinga oziroma ta star nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, da ustreza, po mojem, tako precejšnjemu delu te sedanje vlade, sicer bi prišlo do zamenjave, ker poskus je že bil, prišlo je do spora okoli kadrovskih stvari, in očitno je zdaj neka ocena, da bi verjetno prišlo do ponovne eskalacije spora okoli kadrov, in se po mojem očitno ne morajo
predvidevam, se ne morejo sporazumeti, ne, o sestavi in zato je pač verjetno ustrezneje, da pač ostane ta sedanja sestava, pri čemer pa je treba itak, zdaj, bom rekel, koliko pač jaz vidim, ne, da ta uprava holdinga deluje dokaj kompatibilno z vlado, ne, tako da tukaj ne vidim. Zdaj. Ampak ti si rekel, da je na neki točki, ne, da pri Mercatorju, da se je zalomilo to vprašanje nacionalnega interesa in potem je samo v bistvu potem je ta voz krenil in da so tudi tisti stopili na njega, ki so bili prej v bistvu zagovorniki nekega nacionalnega interesa. Jaz mislim, da je pač en del teh glavnih igralcev, ne? Pa teh glavnih igralcev v operativi, ne? Je nekako spoznal, da te privatizacije ne bo možno ustaviti, ne? Potem, ko se je prodal Mercator, ne? Takrat je bil silovit upor zoper prodaji Mercatorja, potem se je pa ta upor nekako zlomil. Ne? In so po mojem ocenili, ne, da je boljše, da se pridružijo in da se skuša pri tej prodaji, ne, bom rekel, nekaj iztržiti, ne, v obliki nekih provizij ali pa nekih nagrad, ali karkoli. Mislim, velika večina teh stvari je legalnih, ne, ali pa v obliki nekih svetovanj in tako dalje. In da je po mojem, ampak gre to za to mlajšo generacijo, ne, teh odločevalcev in to se je po mojem zgodilo. Ampak zdaj, če držijo... Ker tudi se vidi, ne, da velika večina teh uprav, ki zdaj na nek način sodeluje v procesu teh prodaj, ne, da pač ti ljudje v glavnem imajo interes, ne, da delajo predvsem v tej smeri, da ostanejo. Ne, da ostanejo na čelu, če bo prišlo ne glede na to, da pride do menjav. So zelo kompatibilni v teh pogajanjih. Ne, recimo konkretno tukaj dogaja se celo to, da se recimo posamezni ti odločevalci, pa člani nadzornih svetov, ne, podjetij, ki se prodajajo, ponujajo, ne, vnaprej raznim tem ponudnikom. Ne. Recimo to se je dogajalo v Pivovarni Laško, ker je bilo več različnih ponudnikov in jaz vam povem, da se posamezni člani nadzornega sveta, ljudje, ki so se gibali okoli Pivovarne Laško, ponujali kot bodoči direktorji, ne, tem posameznim potencialnim kupcem in tako dalje. Tako da je v principu nastalo neka želja, da je boljše, če že ne moremo te prodaje ustaviti, ne, da se pač potem priključimo temu procesu. Mogoče še sam nekaj ne, v bistvu, ne. Ne, tole, kar bi reče komentiral, ne. Mi smo takrat zelo nasprotovali v SD-ju tem privatizacijskim zgodbam, ne, in vzpostavitvi holdinga tak, kot je, in tudi AUKN, ne, smo celo pripravili ustavno presojo. In če se spomnite, smo bili sami takrat. Jaz sem takrat govoril, da v Državnem zboru je samo 10 poslancev proti privatizaciji. Ne. In potem ta zgodba, ko smo mi prišli v vlado, se je kar nadaljevala. Mi bi morali že takrat postaviti nadzorni svet in nikakor nismo do tega prišli. Jaz sem večkrat na sestanku predsednikov strank, ne, sprožil ta problem. To je bilo v vladi Alenke Bratušek. Seveda ni bilo interesa. Ne. Mi smo kar nadaljevali z onim sodom, ne, ker so bili trije v upravi, potem je Kuntarič odstopil in je šel v stran, sta ostala dva. To je še v času AUKN. In sta ostala dva. Ne, potem AUKN naprej, to je potem bil sod. Slovenski državni. Ja, AUKN je bil ukinjen, ne, in je sod prevzel to vlogo. No in nadzorni svet je ostal isti, oziroma mi smo postavili nek nov nadzorni svet, takrat so postavili 3 člane uprave soda in tista zgodba je šla kar naprej, ker bi bilo treba po novem zakonu postaviti nov nadzorni svet, se pravi, te AUKN-ja, holdinga, ne, in enostavno do tega ni prišlo. Zakaj ni prišlo do tega? Ne? Zaradi tega, ker, veste, bi prišli neki novi ljudje, ki bi vsaj pretresli situacijo. Ne? In zdaj pa, ker je vsem to ustrezalo, vsem, govorim zdaj o 80% v državnem ali pa 90% v državnem zboru, in kaj so prinesle nove volitve? Isto. Nove volitve, imate vi 10%, samo tle je pač razbito nekaj Združena levica SD, ne, imate spet 10 poslancev samo, se pravi, politična podpora privatizaciji je 90%. In ljudje so tako glasovali. To ni nekaj zdaj, veste, ki bi se dalo spremeniti. Je pa res, da zdaj se javno mnenjsko spet odvračajo od tega, kar smo na začetku govorili, da je Cerar rekel, da je treba ustaviti to plenjenje premoženja. In če bi predsednik vlade resno mislil kaj narediti, potem bi naredil to, kar je rekel gospod Požar, se pravi, bi postavil tam ljudi, ki bojo to peljali drugače. Se pravi, v smer bolj kvalitetnega upravljanja, ne pa v smer
razprodaje, v katero gre zdaj. Mogoče še sam tudi v kontekstu, če lahko NKBM, v bistvu prodaja NKBM ali pa ta zgodba kakorkoli vplivala na to. Oziroma, kako ti razumeš, če se vrnemo na začetek tega konteksta. To lahko vpliva samo negativno, tako kot je šlo v primeru Mercatorja, ko najprej je bil interes nekaterih lastnikov za, potem je pa preko zakulisnih pritiskov politika in ostali decision makeri so rekli stop prodaj. Zaradi tega je tudi protestno odstopil predsednik uprave NLB-ja Božo Jašovič takrat. In kaj se je potem zgodilo? Mercator je bil prodan za 200 do 300 milijonov evrov ceneje. In danes ni zaradi tega nihče odgovarjal, ne? Pa je šlo za veliko škodovanje državnega premoženja. Zdaj, če se vrnem na začetek, ko smo začeli s tem zajtrkom, ne? Privatizacije se ne da ustaviti in hvala Bogu, da se jo ne da, ker če bomo še naslednjih 25 let gledali takšno plenjenje, kot se zdaj dogaja, in to plenjenje ne zganjajo tujci, ampak mi sami tukaj v Sloveniji, potem dejansko bo država bankrotirala. Razumem pa predsednika vlade, da je moral s to intonacijo, ki jo je uporabil, nekoliko umiriti, bom rekel, živčnost med opinion makerji, med uredniki, ki pa, kot smo se pogovarjali, ki so odvisni praktično od denarja in od nekih prijateljskih, seveda tistih, ki so zainteresirani, da se ohrani obstoječi status quo. Lahko mi pa verjamete, da predsednik vlade v Bruslu, oziroma Slovenija kot članica Evropske unije, seveda ne more voditi neko izolacionistično politiko. Nismo Severna Koreja in že beseda razprodaja je krivična, saj mi nič ne razprodajamo. Mi smo se odločili, da bomo prodali 104 podjetja, ki so bila v državni lasti, od teh jih je okoli 30 dejansko takih, ki zahtevajo nek javni diskurs, nek pogovor o tem. Ne? Vse ostale podjetja pa pravzaprav nimajo kaj početi v državnih rokah. Ker ekonomija slovenska je do nedavnega izgledala nekako tako, da je bilo 66% gospodarstva v državnih rokah. Pa se ne bi bilo nič narobe, ne, če bi bilo učinkovito in uspešno. Mene je recimo zelo presenetilo dejstvo, da je med strateška podjetja vlada uvrstila Gorenje. Podjetje, ki se ukvarja z prodajo malih gospodinjskih aparatov. Ali pa terme, mislim, da Čatež, da so tudi ne med strateškimi, ampak med pomembnimi. Mogoče še samo to, gospod Lukšič, kako komentirate ta spisek? Glede, to, kar je gospod Šajnbov govoril, že enkrat prej omenil, da smo Slovenci nesposobni, da bi ne vem kaj naredili. Za Slovenci smo od leta 900, mogoče še malo prej, zlasti intenzivno pa po 1900, zlasti pa potem. A veste, takrat 1900 ali pa še pred tem so Slovenci iz žepa plačevali za to, da so pošiljali ljudi študirati na Dunaj, da bi dobili inteligenco, inženirje, zlasti agro izobražene, da bojo znali voditi to gospodarstvo v Sloveniji. So sami ustanavljali banke, smo ustanovili Ljubljansko banko. Ljubljanska banka je iz lastnih profitov ustanovila Drogo, Žito in še 5 takih podjetij. Se pravi, mi smo to znali delati. Mi smo znali celo iz Ljubljanske banke narediti prvo jugoslovansko banko, ki je šla potem celo v Washington, v New York, v Frankfurt, ki je znala servisirati potem tudi velika slovenska podjetja, ki so šla v svet. Iskra, multinacionalka, Slovenija Les, multinacionalka. Zdaj pa kar naenkrat, odkar imamo lastno državo, pa tega ne znamo. Čakajte malo. Mi to znamo. Samo mi znamo po drugih principih. In tle seveda ne bom šel zdaj v to, ki je naš osnovni problem za drugo oddajo, ampak to je gotovo, mi se v tem procesu tranzicije nismo dobro znali postaviti. V skladu s tem, kar mi znamo in okvir, znotraj katerega znamo. To se pravi, takšne zgodbe, kot smo jih bili priča, lahko še pričakujemo v nadaljevanju. Ti si rekel, ti si še omenjal nekaj, da bo še nekaj prišlo ven, v bistvu. Ne, mislim, vedno, kada sem nekaj, ne vem kaj, ampak vedno... Ne, da bo v zvezi z NKBM in s temi odpisi dolgov... Če nekdo razpolaga za tako količino nekih informacij, je to tempirana bomba, zanesljivo. Ki bo vezana tudi lahko na medije ali pa na druge... ali pa na posameznike. Dobro, jaz bi na tej točki bi se vam zahvalil za sodelovanje na včerajšnji oddaji Vroči stol. Hvala za to, da ste si vzeli čas, vam spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.